Če bi danes zdaj morali odgovoriti na to vprašanje iz tvoje knjige, kaj hoče ženska danes? Vse. Vsaka nekaj drugega. Mislim, da je prišel čas, da se ni treba več omejevati, kaj točno, a ne? Ampak da ima vsaka neko svoje življenje, v katerem pač skuša razviti se svoje sposobnosti, ki jih ima, in da jo nič ne vleče dol, da je svobodna, čeprav je to taka beseda, ne, če mora ženska vse narediti v svoji družini, ampak še zmeraj se je vredno boriti, pa razmišljati o tej besedi, no. Jaz sem tudi razmišljala o tem, ne, kaj bi recimo jaz rekla, pa mi je prišla na misel, da v bistvu si želimo samo imeti mir. Mir, pa biti srečni, Dajte nam mir, da pač preprosto živim svoje življenje tako, kot se mi zdi, da bi lahko. In ko bom naletela na prepreko, bom spremenila, bom odpravila, bom popravila, se bom naučila, bom... Pa tudi ženska si zmeri lahko premisli, ne, ni most, da je neki, to je rekla ta, tudi iz moje knjige, scenaristka, kako je, zdaj se pa ne bom spomnila, no, v glavnem ona je rekla, zmeri si lahko ženska premisli, jaz že vem, ker sem zamenjala 5 služb in sem bila 3-krat poročena, tako da se mi zdi, da to je tudi pomembno, da nič ni do konca, da se lahko življenje, tudi če je slabo, da gre lahko absolutno navzgor, in da se lahko vse spremeni, no, da nič ni dokončno. Jaz imam še nekaj, že dolgo časa bi si želela vprašati te, tvoj način pisanja je tako zelo strasten, pa hkrati zelo nežen. Ne vem, kako bi to drugače opisala. Kako pride človek do tega, da lahko v današnjem svetu, kjer praktično je čisto vse, kar je napisano, je okej, in dejansko se mi včasih zdi, da res beremo slabe tekste, se prideš do tega, da pišeš tako lepo, jasno, jedrnato, nežno, poglobljeno. Ne vem, to je pač nek moj glas, kot pravijo. To, da je v bistvu zelo, zelo rada pišem. Da sem zelo radoveden človek. Da imam včasih težave, ko pišem članek za Soboto bilo bi nek dolg esej, ker dejansko moram napisati v 3 dneh in pišem tudi ponoči in berem, da mi je žal, da včasih nimam več časa, ampak ja, to, da v bistvu skozi pač pišem in skozi berem. Jaz grem v knjižnico in med potjo do doma že enkrat me bo avto povozil, ker že čitam, če me kaj zanima, tako da ogromno poslušam podcastov. Mislim, da pač mora biti vsak novinar, vsak pač ustvarjalen človek predvsem radoveden, da ga mora vse zanimati. Da me zanimajo ljudje na cesti, ali pa ne vem, ljudje, ki se pogovarjajo, se mi zdijo zanimivi, ali pa ne vem, živali, ki jih srečam. Tako, ena radovednost se mi zdi, da ne pa, da hodiš tako, tisti konj z plašnicami. To, da te več stvari zanima. Koliko pa že pri svojih sedanjih tekstih uporabljaš denimo umetno inteligenco? Nič ne uporabljam. Še nič? Nič ne uporabljam, čeprav je tendenca zdaj pri časopisih, da naj bi se uporabljala, ampak jaz nimam, sem jo spoznala, ampak me ni v bistvu nič Fascinirala? Ne. Jaz mislim, da zaenkrat še nekih dobrih tekstov ne zna napisati. In tudi se mi zdi, da tudi vidim, recimo, ne vem, zdaj sploh ne gledam več teh nadaljevank, zato ker se mi je včasih zdelo, da recimo na Netflixu, da to že umetna inteligenca dela scenarije, ker so brez humorja, ker so vsi na isto vižo, tako da se mi zdi, da tudi, kaj pa jaz vem, jaz sem en tak idealist, da se čuti, kadar to naredi umetna inteligenca. Verjamem pa, da bo vedno boljša in da je dejansko pomembno se veliko razpravljati o tem ali pa razmišljati, kaj se bo zgodilo z nekimi poklici, ki jih bo lahko nadomestila umetna inteligenca. Ampak, če si uvodoma omenila, da se ti zdi, da ljudje niso neumni, da znajo prepoznati kvaliteten tekst, pa da znajo krš prepoznati. Zaenkrat, to sem hotela reči. Zdaj, it takes one to know one, a ne? Če si ti veliko, ali pa če si nekaj v življenju prebral, potem verjetno res ločuješ med bolj pa manj kvalitetnimi teksti. Kaj pa, če nisi? Kaj pa, če prihajajo generacije, ko jim preprosto več ne bo treba?
Sigurno, zdaj bodo tudi knjige, knjige bodo napisane po naročilu, a ne, zdaj sem glih v New Yorkerju brala nek članek, ti boš lahko rekel, hočem, da mi napišeš roman v stilu Jane Austen, v katerem bom jaz glavna junakinja, ne, to se pravi, da bodo neke knjige nastajale točno zate, individualno, nič več za neko družbo, ampak tako, ko se vse individualizira, se bodo tudi knjige ali pa neke zgodbe, v katerih boš ti glavni junak, ampak koga zanima knjiga, v kateri si ti glavni junak? Saj ti si glavni junak v svojem življenju, zakaj bi mogel biti zdaj še v neki knjigi? In v tem je poanta, da ti spoznavaš pač neke druge junake, ampak mislim, to se mi zdi, da je to res in da bo to res pač prihodnost, no. Zdajle se mi je samo utrl na misel, to fascinira otroke. Otroške knjigice, ki so personalizirane, v katerih je ime otroka in ki je, to je pač Žur, ko si star 2 pa 3 leta. Ne? Kako je to v odrasli dobi še vedno nekaj, kar te fascinira? Neko pomanjkanje pozornosti. To je še za terapevte. A imaš kakšno knjigo, zdaj pa več pod vprašanj, ki je tvoja najljubša? Jo, težko bi rekla. Smeri rečem Ana Karenina, ki mi je res zelo rada. Ker jo imam res zelo rada, ampak mislim, mogoče res? Tolstoja, slaba sem na Tolstoja, recimo. Rada imam Čehova, kratke zgodbe, sploh te Ruse, mislim, te pač pisatelje, Štefana Cvajga. Jaz bi tudi izbrala Ano Karenino, pa Ayn Rand Izvir, Fountainhead, te 2 knjigi. Poznam. Kaj pa knjiga, ki te vedno znova vzpodbudi ali pa vrne k pisanju? Ti včasih velikokrat v svojih tekstih poveš, da si ponovno odprla knjigo, ali si se pa ponovno vrnila k neki knjigi, ali pa si jo, ko si v takem in takem stanju, si ponovno začela brati. Ja. Sigurno je kar nekaj knjig, ki jih imam razstavljenih tam na svoji. Recimo zadnje čase se zelo veliko vračam Deborah Levi, a poznaš to trilogijo, ki jo je napisala? Ne vem zakaj, ampak kar odprem in začnem brati, ker me tako neki, ne vem, ali me inspirira, ker govori, ona temu reče živa avtobiografija, ker govori o sebi na tak lep način, ker ima ogromno nekih referenc in zadnje čase se zelo navdušujem nad Olgo Tokarczuk, ki jo v bistvu že dolg časa pač čitam, ampak zdaj imam še te eseje njene, ki so tudi tako zelo dobro prevedeni, Slovenci imamo izjemne prevajalce. Ona je dobila Nobelove nagrade zdaj pred kratkim. In njeni eseji so res super. Nasploh, veliko tudi poslušam podcaste v avtu, predvsem tuje, predvsem pisatelje. Zdaj sem poslušala Debora Levi pa Olgo Tokarczuk, ko so se pogovarjale in to je prav tak užitek, da sem potem, ko sem šla nazaj z avtom, od nekje sem kar še enkrat poslušala vse. In to so tako dobri pogovori. Se mi zdi, da tudi tako kot knjige rad. Kako jih pa najdeš? Kako recimo najdeš Recimo sem na parih teh podcastih od London Books Review, od Penguina, od različnih teh založb in pol jih pač mi jih pač pošiljajo algoritmi, ki vejo, kakšen okus imam tudi mogoče. Tako da ja, te pogovori, pa tudi če so pogovori s pisatelji, recimo v Ljubljani, to grem zelo rada poslušati, ker se mi zdi tudi, da je zelo pomembno poslušati pametne ljudi, vedno bolj. Ko bereš knjige, si kdaj kaj počrtuješ ali samo Si počrtujem, z grozne knjige imam počrtane grdo, pol ogromno jih tudi posojam in pol zmeraj povem tem svojim strankam, ki jim posojam knjige, da pač so počrtane, ker pač drugače ne gre, no, ker se mi zdi, da jih zmeraj berem s svinčnikom. Ko se denimo čez 1 ali pa čez 2 leti ali pa čez par let vrneš nazaj k isti knjigi, a je tisto, kar je bilo nekdaj podčrtano, še vedno tisto, kar bi počrtala 5 let kasneje, ali se včasih zgodi, da se dodatno začnem počrtati, tako da ja. Irena, najlepša hvala za tvoj čas. Ja, noro, to je 45 minut, izredno hitro gre. Preden sva začeli ta pogovor, sva se pogovarjali o tem, kako hitro čas mine in kako se lahko podcast raztegne in dejansko, ko se pogovarjaš, tega ne občutiš. Zdajle se zdi, da je minilo 10 minut, zato imava tukaj štoparco in zato se poskušam teh omejitev držati.
Iskrena hvala. Hvala za povabilo, hvala za ta noro lep kolektiv, ki je tle. Mislim, sem popolnoma navdušena, kakšne lepe, pametne, posebne ženske tle delate. Hvala. To so kompliment mojim sodelavkam, torej ravno kar. Hvala. Vzdušje in tako fajn. Najlepša hvala. Če še na toliko veliko lepih tekstov, pa na toliko nekih navdihujočih zgodb, pa najlepša hvala, da delaš to, kar delaš. Hvala za povabilo, res. Lepo se imejte, se vidimo čez 14 dni. Nasvidenje. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.